Dragi prijatelji, nadaljujemo z branjem Evangelija po Marku in z razmišljanjem o njegovem sporočilu. Svetujem vam, da najprej prisluhnete video sporočilo, potem preberete današnji odlomek iz Evangelija po Marku in nato še enkrat prisluhnete video sporočilu. Na ta način boste bolje razumeli prebrani odlomek in obenem vam bo Sveti Duh lažje osvetlil sporočilo prebranega besedila. Moja želja in molitev je, da nas Bog preko tega sporočila vse nagovori in nam odpre oči, da bomo videli lepoto in razumeli sporočilo Božje besede, ter še globlje spoznali našega odrešitelja Jezusa Kristusa. Dragi prijatelji, danes preberimo ta odlomek. Današnji odlomek pripoveduje zgodbo o tem, kako so Jezus in njegovi učenci pluli preko jezera in je medtem nastal velik vihar. Učenci so prestrašeni zbudili Jezusa, ki je spal na krmi. Jezus je vstal in zapretil viharju na enak način, kakor je predtem že zapretil demonom. In veter in jezero sta se pomirila. V začudenju so se učenci spraševali, kdo je ta, da ga celo veter in jezero ubogata. Ko so pristali, so se pa takoj morali soočiti z drugačnim viharjem, z možem, ki je bil obseden z legijo demonov. Noben človek ga ni mogel zvezati ali obvladati. Toda tako kot vsi drugi demoni v zgodbi tega evangelija do sedaj, so se tudi ti demoni podredili Jezusu. Česar niso mogle narediti ne verige, ne človeške moči, to je storil Jezus samo nekaj besedami in legijo demonov izgnal. Pozneje je na drugi strani jezera Jezus srečal dve popolnoma različni osebi. Jajra, predstojnika judovske shodnice, in neimenovano, nečisto ter osramočeno ženo. Mogoče bi pričakovali, da se bo Jezus s tema dvema osebama ukvarjal na drugačen način. Toda zanimivo je, da je obema rekel, da je pomembna samo ena stvar – njuna vera. V odzivu na ženino vero in Jajrovo verovanje je uslišal njune molitve in prošnje. Ta odlomek ni prvi v Svetem pismu, ki govori o nekom, ki je spal na ladji. Evangelist Marko nas želi spomniti na Jono, na moža, ki se je vrgel v morje, da bi pomiril vihar. Jona je daroval svoje življenje kot daritev za pomiritev viharja, toda Jezus pa je pomiril vihar samo z eno besedo. Vidimo, Jezus je večji kot Jona. In tako kot je Jona daroval svoje življenje, da je pomiril vihar, tako je Jezus daroval svoje življenje, da je ustavil greh, bolezni in demonske sile v življenju ljudi. Jezus je sam sebe vrgel v vihar smrti, preživel 3 dni v grobu, prav tako kot je Jona preživel 3 dni v ribi. In tako kot je Jono riba izpljunila na suho, da je lahko šel oznaniti rešitev Ninivam, tako je tudi Jezus stal iz groba in oznanil vsem bolnim, grešnim in demoniziranim besedo, ki jo je vzkliknil nad viharjem. Mir, tišina. Jezus nam v svojem stajenju kaže, da ima moč nad duhovnimi silami zla. Če ima Jezus oblast nad grobom, legijami demonov, kroničnimi boleznimi in viharji, potem lahko spregovori besede življenja in svobode tudi nam. Do tega miru in svobode pa lahko pridemo samo skozi vero. Jajr in neimenovana žena sta bila oba rešena na ta način, tako da sta zaupala in verovala Jezusu. In točno to
se danes ponuja tudi nam. Moja želja in molitev je, da naj nam ob branju Evangelija po Marku Sveti Duh odpre oči, da bomo videli in našli Boga, ki ima moč nad demoni in smrtjo, in da bomo videli Jezusa kot tistega, ki nam vsem nudi Božjo milostno moč, ki spreminja človeška življenja.